Izraelci so odšli iz Egipta v urejenih vrstah. Mojzes je vzel s seboj Jožefove kosti. Ob robu puščave so se utaborili. Gospod je hodil pred njimi podnevi kakor oblačen, ponoči pa kakor ognjen steber. Tako so lahko hodili podnevi in ponoči. Faraon, izraelsko ljudstvo je pobegnilo. Zakaj smo to dopustili? Takoj zaprežite moj bojni voz. Seboj bom vzel 600 bojnih voz. Na vsakem vozu naj bodo 3 možje, izbrani bojevniki za boj z Izraelci. Pohitite, zasledovali jih bomo, dokler jih ne dobimo v njihovem taboru. Mojzes! Faraon se nam je približal. Zdaj bodo planili na nas. Ojoj, ljudje, pokličimo Gospoda na pomoč. Mojzes, kaj ni dovolj grobov v Egiptu, da si nas odvedel v puščavo umret? Kaj si nam nakopal? Zakaj si nas popeljal iz Egipta? Pred nami je morje, za nami so Egipčani. Ne bojte se, potrpite. In videli boste, kako vas bo Gospod rešil. Gospod se bojuje za vas. Vi samo mirno čakajte. Mojzes, reci Izraelcem, naj odrinejo. Ti pa visoko dvigni svojo palico, stegni roko nad morje in ga razdeli, da bodo Izraelci šli sredi morja po suhem. Egipčane bom udaril slepoto, ko bodo drli za vami. Naj spoznajo, da sem Gospod. Gospodov angel, ki je vodil trume Izraelcev, hodi zdaj za njimi. Oblačni steber stopi med krdelo Egipčanov in med Izraelce. Tukaj je oblak teman, tam sveti v temi. Tako se vso noč ne približajo drug drugemu. Mojzes stegne roko nad morje in Gospod pošlje močan vzhodni veter, da vso noč piha po morju. Veter povzroči, da se morje posuši in vode razdelijo. Izraelci gredo po suhem sredi morja. Egipčani planejo za Izraelci. Vsi faraonovi konji, njegovi bojni vozovi in jezdeci hitijo za njimi v morje. Navsezgodaj pogleda Gospod iz ognjenega in oblačnega stebra v tabor Egipčanov in povzroči zmedo, ker zavira kolesa, da se vozovi le s težavo premikajo. Egipčani, zbežimo pred Izraelci, saj se Bog bojuje na njihovi strani zoper nas. Da, zbežimo! Zbežimo! Mojzes, stegni roko nad morje, da se vode vrnejo in zalijejo Egipčane, njihove vozove in jezdece.
Mojzes vzdigne roko nad morje in proti jutru se začne morje vračati na prejšnje mesto. Egipčani pa mu na begu hitijo naproti. Tako podi Gospod Egipčane v sredino morja. Vode se vrnejo in zalijajo vozove, jezdece. Niti en sam se ne reši. Izraelci so odšli po suhem sredi morja. Tako je Gospod tisti dan rešil Izraelce iz rok Egipčanov. Ko je Izrael videl, kako je Gospod z močno roko ukrotil Egipčane, se je ljudstvo zbalo Gospoda. Zaupalo mu je in tudi Mojzesu, njegovemu služabniku. Če se Gospod ne bi bil za nas zavzemal, ko so se ljudje zoper nas dvignili, tedaj bi nas bili žive požrli. Tedaj bi nas bile odnesle vode, preplavil nas bi bil hudournik. Slavljen bodi Gospod, ki nas ni izročil njihovim zobem v plen. Rešili smo se kakor ptica iz zanke lovcev. Zanka se je pretrgala in mi smo se rešili. Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je ustvaril nebo in zemljo. Ko so prišli Izraelci v puščavo, niso imeli kaj jesti. O, da bi bili v Egiptu umrli od Gospodove roke, ko smo sedeli pri loncih mesa in imeli kruha, kolikor smo ga hoteli. Mojzes, Aron, odvlekla sta nas v puščavo samo zato, da bomo vsi od lakote pomrli. Slišal sem, Mojzes, kako Izraelci godrnjajo. Povej jim, zvečer boste dobili mesa. Zjutraj poskrbim, da bo padel z neba kruh in boste spoznali, da sem Gospod, vaš Bog. Zvečer prilete v jatah prepelice in izčrpane popadejo v taborišče. Zjutraj pa leži na debelo rosa okoli njega. Ko izhlapi, ostane v puščavi nekaj okusnega, hrustljavega. Kakor bi bila slana pobelila tla. Kaj neki je to, Mojzes? To je kruh, ki vam ga pošilja Gospod. Mojzes, zakaj neki si nas iz Egipta privlekel sem v najglobjo puščavo, da naši sinovi in naša živina pomrejo v džeje? O, Gospod, kaj naj počnem s tem ljudstvom? Še malo pa me bodo obsuli s kamenjem. Vzemi palico. Tam zgoraj udari po skali. Pritekla bo voda in ljudje se bodo napili. Je Gospod med nami ali ni? Strašno žajo trpino. Izraelci, tu zgoraj bom udaril po skali. Pritekla bo voda, da se boste napili. Ta kraj imenujem Masa, skušnjava, in Meriba,
Prepir, ker ste se prepirali in skušali Gospoda. Prišli so Amalečani, da bi se spoprijeli z Izraelci. Jozef, izberi med nami može in pojdi v boj z Amalečani. Zjutraj bom stal na vrhu kriča z Božjo palico. Jozue stori, kar mu je naročil Mojzes. Bojuje se z Amalečani, medtem ko se Mojzes, Aaron in Hur povzpnejo na vrh griča. Dokler Mojzes povzdiguje roke k molitvi, zmagujejo Izraelci. Kakor hitro pa mu roke umahnejo, so močnejši Amalečani. Ko se Mojzesu roke utrudijo, prinesejo skalo in mu jo podložijo, da sede nanjo. Aaron in Hur mu podpirata njegove roke, eden z desne, drugi z leve, da jih drži kvišku, dokler sonce ne zaide. Tako je Jozue z ostrim mečem premagal Amaleka in njegovo vojsko. Postavljam oltar in ga imenujem. Gospod je moja pomoč.